Prosim. Gospod minister, ali ste tudi vi v teh 26% za delnice NK? Hvala lepa za to vprašanje, ker se je večkrat pojavilo že v medijih. To je pa moja osebna odločitev. Jaz nisem nič kupil in nič prodal, kar se tiče teh delnic in tudi ne nameravam tega napraviti, tudi moja žena ne ali pa moji otroci. Ker verjamem, da mora minister za finance ne sme uporabljati notranje informacije za svoje lastno profit. Bi imel še eno podvprašanje glede proračuna. V bistvu je zdaj dejstvo, da se je za 2008 in 2009 povečalo v bistvu za vojsko in za kmetijstvo, znižalo pa za znanost in šolstvo in izobraževanje. Hkrati pa dobimo še eno grdo ladjo, verjetno iz ruskega tega kliničkega dolga. Pa me zanima, kako vi komentirate, da se bi zdaj v teh letih povečevalo vse skupaj v bistvu za kmetijstvo, vojsko, ne pa za izobraževanje, kar nam je, kot vemo, v bistvu prioriteta. No, poglejte, jaz sem hvaležen za to vprašanje, ampak mogo spet pojasniti. Zvišanje za kmetijstvo je predvsem preko evropskih sredstev je v več kot 90% povezano striktno z izvajanjem skupne kmetijske politike v Evropski uniji, to nima nobene veze z našimi domačimi sredstvi. Ta tabela, ki sem pa prej pokazal, pa jasno kaže, da se ne znižujejo sredstva za znanost in tehnologijo. Res pa je, da v skladu z amandmajem, ki je bil sprejet v državnem zboru, se bodo pa povišale za 3 milijone manj, kot pa je bilo predvideno. To pa drži. Če bo pa ena ladja bila kupljena ali pa ne, pa to ne vem, ker jaz v takšen konkretno stvar pa nisem upleten, to ni del mojih odgovornosti. Moja bistvena odgovornost je, da v skladu z zakonom in pa programom dela vlade zagotovim, da je proračun, ki je končno sprejet, da je v skladu z paktom stabilnosti in rastjo, ne nazadnje pa zdravo pameti, kar se tiče globale. Če bo pa ena ladja kupljena, pa ne, pa to pa še ne vem. Gospod minister, koliko se vojna, tako imenovana vojna proti tajkunom, dotika vašega ministrstva oziroma s katerim bataljonom boste šli vi v to vojno? Minister za finance nima nobenih bataljonov, je pa oblikovalo, ministrstvo je oblikovalo predlog zakona in to je spremembe zakona o bančništvu, v katerem je, kot vam je znano, se bodo izključile ravno tele poroštva na podlagi delnic, ki so cilj prevzema, ali pa večjega deleža, ki se kupuje, da se ne smejo šteti kot garancija, kar se tiče norm pri delovanju bank. Pa ste prepričani, da lahko zmaga vlada v tej vojni s tajkuni? Če ne bi tako verjel, pa se kaj tazga ne bi spustil. Seveda, jaz imam zadnje vprašanje, ali je še... Eno vprašanje, ne, zadnje. Boščite zadnje. Kot predsednik Nove Slovenije. Lahko predtem še eno vprašanje glede na finance, če je možno. Kot predsednik Nove Slovenije? Ne, kot minister za finance, pa bi tudi vprašal državna sekretarja ista, v bistvu, da ne boste samo za okras tukaj. In sicer me zanima, vem, da 13. plače nimate po zakonu, ampak me vseeno zanima, kaj ste pa naročili pri Božičku, Miklavžu, morda tudi celo Dedku Mrazu letos. Kakšno željo imate? Osebno? Osebno kot minister za finance? Osebno kot minister za finance, da bi inflacija v decembru resnično padla. Gospod Šircelj? Nisem pisal še nobeno. Ampak kaj pa imate željo, če že boste pisali? Trenutno nijem nobeno željo. Danes ima pa Andrej God, pa še ne vem, kaj bom dobo zdaj. Vem, sem slišal. Nisem še pisal, še prezvodil.